Dragi zbrani, en lep pozdrav tudi v imenu Ženske zveze in dovolite najprej besedo zahvale vsem mojim kolegicam, ki so zelo dejavno pripravljale kongres Ženske zveze, ki smo ga imele v septembru pod geslom Beseda moja moč. Za čas, ki ga živimo, je bilo več kot aktualno naše takratno razmišljanje na temo svobode izražanja. V to vsebinsko smer je šla tudi naša kongresna resolucija Beseda moja moč. Ja, smo namreč v obdobju zaradi dogodkov, ki se dogajajo pri nas in okoli nas, da hote ali nehote zapademo pod avtocenzuro. Da si kar naenkrat ne bomo več upali povedati to, kar je prav, to, kar razmišljamo, in da bomo oprezali okoli, če nas kdo posluša. Kakorkoli obračamo, smo zaradi krutih dogodkov v Parizu, pa tudi nadaljnjih groženj dnevno postavljeni pred odločitev, kako živeti naše vsakdanje življenje, tukaj in zdaj. In ni treba gledati daleč, da vidimo, da so še posebej ženske na tako imenovanih konfliktnih conah izjemno izpostavljene. Z drugačno kulturo, z drugačno vero, z drugo vero, ki vstopa v evropski prostor prek stotin priseljencev in priseljenk, ne vstopa v naš evropski prostor le draž raznolikosti, drugačnega fizičnega izgleda, drugačne hrane, drugačnih običajev, tudi močen poudarek na pomenu družine in rodnosti, ne vstopa le to, temveč tudi orožje in vnema za nasilje v najrazličnejših oblikah. Kaj to pomeni za evropsko žensko? Kaj to pomeni za Slovenko? Nekdo bo odklonil dlan, ne bo se želel rokovati z mano, ker sem ženska. To se je že zgodilo nemški poslanki, ko je prišla v enega od migrantskih centrov. Bomo to sprejele? Ali pa primer z domačih tal, ko ima oče šolarja, muslimana, pomislek, ali je ženska vredna mesta ravnateljice. Ali pa zaposleni, ki ima nad seboj direktorico in pač ne bo sledil njenim navodilom zato, ker je ženska. Bomo na to pristale? Boste na to pristale? Če katera bo, naj bo to svobodno, prostovoljno. Nikakor pa to ne sme biti prisila. In res nihče nas ne sme v to prisiliti, najmanj s pravnimi normami pod krinko pozitivne diskriminacije. Ta trenutek je zato ključen. Vsem priseljencem, ki bodo ostali na evropskih tleh, morajo odgovorni jasno povedati, kakšna so naša pravila. Z vso empatijo do preganjanih, posebej žensk in otrok, ki jih množice moških izkoristijo za lažje doseganje svojih ciljev. In če s temi pravili preživimo mi, kot nam pravijo pomehkuženi Evropejci, ni vrag, da z njimi ne bi preživeli tudi tisti, čigar beg je beg pred vojno, pred lakoto, pred nasiljem. Če pa so njihovi nameni drugačni, potem moramo pred zli nameni zaščititi sebe in naslednje generacije. Takoj zdaj, ker bi bilo namreč zelo hinavsko, da bi jim zamolčali, kakšni so naši minimalni standardi in kakšni so tudi naša minimalna pričakovanja, od katerih pač ne bomo odstopili. In zato je pomembna naša skupna akcija, najprej pri nas doma. Tukaj predvsem mislim tudi na vlogo, ki jo imajo politične
vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo tudi z ženskimi vprašanji, da smo jasne, da pač nočemo izgubiti svoje lastne svobode, statusa, ki ga imamo v družbi in družini, da nočemo izgubiti svoje identitete in svojega ženskega dostojanstva. In iz srca upam, da nekateri odgovorni nimajo za talca celotnega našega naroda in naše prihodnosti, ker se zanašajo na tiste raziskave, ki pravijo, da priseljenci prinašajo glasove levičarskim strankam. Vsekakor moramo svoje zahteve po zagotovitvi varnosti in miru jasno postaviti vladajoči koaliciji. Dragi zbrani, preveč stvari je na kocki, da bi mencali. Ukrepajmo zdaj.